Radio SI Main Stage. Tako je, Radio SI Main Stage, Maša in Urška zasedba, duo Irma, lep pozdrav. Zdravo. Stare znamke že v bistvu na našem odru v različnih kombinacijah, morda se tega kaj dotaknemo kasneje, ampak tokrat sta prišli s svojim avtorskim projektom, lahko rečemo morda že glavnim projektom, edinim zdaj ali kako? Ja. Glavnim, ja. Ne edinim, ampak... Ne edinim, ampak glavnim. Helena, bojda imamo danes eno oboževalko tukaj. Ponavadi kaj pametnega ali ne, to je zdaj vprašanje ali pa drugega pomena, ne, povem o naših gostih na Main Stageu, danes pa samo priznanje, da sem verjetno najbolj zatreskana v Sloveniji v njuno muziko, ne, res od obdobja, odkar sta nastali, tako da z moje strani bom tukaj samo fan v prvi vrsti. Dobro, bomo lajkali in bomo šerali. Najbrž je odzivov bilo več pozitivnih, vsekakor, ne? Dobro ste se lotili, sliši se svetovno, ne? Ja. Tudi na ravni produkcije, ne samo tisto ulično, ko rečemo, da je nekaj svetovno, ne? Koliko dela je tu zadaj? Ogromno. Ne, dosti, v bistvu, ja. Ja, kar nekaj časa je to nastajalo, ne? V večjih fazah. Potem, ko že misliš, da je konc, pa pol gotoviš, da še bi bilo treba kaj popraviti. Ja. Spomnim se, recimo, prva različica Brighter Ways, ki smo jo vrteli, je bila strogo akustična, ne? Potem sta dodali še bolj polno zvočno verzijo, ne? Sta to tipali teren, kakšen zvok boste našli ali kako? Pa ja, po mojem, na začetku predvsem nismo imeli, kako se temu reče, the means, pač da bi naredile tako smo hotele, pa smo pač naredile te akustične verzije, ko so tudi nice, I guess. Ja, sam mislim, da smo že nekako od začetka slišali komade v malo bolj razširjeni zasedbi. Se tudi dinamika, ne, je drugačna pri različnih komadih. Country Club at 5 in odličen videospot, by the way. Eden izmed prvih od Cukrarne, se mi zdi. Kakšen feeling je bil posneti videospot v barvah, ne? Mogoče malce drugače, kot ste do takrat snemali, ne? Ja, kar v barvah Slovenije, v bistvu. Ja. Slovenska zastave, večinoma. Ful je bilo fajn, v bistvu to je bil tak nekak prvi mal večji projekt, se mi zdi, za snemanje videospota. Ful je bilo zabavno imeti plesne vaje s folklorno skupino, kar se sicer pri najni koreografiji ne odraža tako. Ampak smo se potrudili, dali smo vse od sebe, Ja. ampak bomo mogli malo še povaditi. Ja. Zdaj, ko ste omenili v barvi Slovenije, ne? Vidve ne iščete svojega mesta samo na slovenski glasbeni sceni, ampak na globalni najbrž. Ja, kot pravijo, glasba ne pozna meja. Mislim, ja, že itak imava ta njen producent je baziran v Londonu, tako da že to je v bistvu malo neka mednarodna naveza. Pa tudi obe sva študirali v Avstriji, tako da imamo dosti poznanstev zunaj slovenskih meja, tako da se nama zdi brez veze omejevati na sam Slovenijo. Ampak nekako se lotiti tega, ne? Pač delaš glasbo in probaš nekako deliti to glasbo na neke platforme ali kako pravzaprav na kakšne festivale se prijavljaš, kako se lotiti preboja, recimo? Pa ja, v bistvu vsega pomalo, pa se prijavljaš na festivale, pa na te showcase stvari, pa mi, da bomo zdaj septembra šli na eno prvo tako 4-državno turo, pač pa ju pol ti DIY-aš to, pa potem si na streamingu, pa na vseh ostalih medijih, pa se subscribaš, pa mailaš, pač tak, ne vem, I guess da počasi najlažje, če imaš nekoga, ki dela to za tebe. Drugič pa ja, pač tak na vseh področjih malo probaš, malo več. To je zdaj že ta organizacijski del, ne? Ta menedžerski del, ne? Nekaj je ta ustvarjalni, arti del, ampak zaenkrat skrbite za vse še sami ali imate koga, ki hodi s pogodbami, kliče, pritiska in tako naprej? Ne, zaenkrat imamo vse sami, ampak moramo pa pohvaliti ljudi na Sigicu za
slovenske glasbenike, independent, so zelo, zelo v veliko pomoč. Se pravi, skupnostno povezovanje Ja. v tem primeru velja. sicer, ja. Ja. Helena, kakšen je vtis do zdaj? Je zadovoljna? Zadovoljna. Imam pa eno vprašanje. Odkot ime, ker je sila specifično? In sta se tudi vi dve, verjetno se zdaj sami ne googlata, ne, ampak vseeno soočita s tem, da je izjemno težko umestiti v spomin, kako pa sedaj googlam Irmo. Je najprej dvopičje, potem trojka ali obratno? Ne? Ja, se zavedava, da to mogoče zna biti kak problem. Ampak hkrati pa vedno, ko smo na line-upu artistov na festivalu, sva pa na vrhu. Tako da, Ko imamo številko spredaj. Pa, zdaj pa. ime pa, v bistvu sem prvi del imena je napisan fonetično, kar je kao Irma. Ja. No, ampak razlog več za pogovor zmeraj, ne, in za kakšno izhodišče. Kar se, preden preidemo k prvi glasbi po vajnem izboru, kar se tiče samega ustvarjanja, sta, ko se usedete skupaj ali vsaka zase in potem klici, SMS-i, gifi ali kako? Ponavadi je tako, da ko imam jaz neko kratko dvotaktno idejo, jo takoj pošljem Urški. Urška pa mi ponavadi pošlje takoj cel A4 list besedila. Ja. Pa Maša opravlja moje osnovnošolske melodije. Tega si pomagamo. Se pravi, ena je kot vžigalice, ne, Ja. začne in potem gre Ja. cela vrsta teh vžigalic do nekega kresa na koncu. Ja. Ne. Kako dolgo sta recimo ustvarjali komad kot Bridal Ways ali pa Country Club ali pa Paul & Jane, kako dolgo recimo vam vzame en komad? To je zdaj ful embarrassing, ker Lahko poveš prirejeno verzijo, ne, saj ni problem. Ne, mislim, samo te tri specifično so res nastali tako nemudoma, pač ne vem, v parih urah, ker včasih se tudi to zgodi, da pač, pa še vas več smo skupaj v tistem času, da pač se si sam nekaj utrne, pa si sam tako žužup. Ja, za Paul & Jane sem jaz imela idejo za naslov tak 2 meseca prej, ko smo bile v Londonu, pa smo ga napisali tako praktično v enem dnevu. Brighter Ways pa Country Club pa sta ja, ker sreča in božja volja bila. To pa se ni bilo treba preveč potruditi. No. To ja, ampak pač pa drugi komad, ono Consensual Longing, pa sem pisala skoraj pol leta, tako da pač it's different, ne. Pač Good Love isto je trajalo dlje, da smo vse zložile te pieces. Tako da včasih se ti pa pač samo utrne. Pa je to. Ja, včasih so dolgi, Ja. včasih so pa kratki Ja. dnevi. Ne. Ja. Tako je v življenju. Dobro, prvi glasbeni premor je Madison Cunningham. Radio SI. Main stage. Tako 58 minut, duet Irma, Urška in Maša z nami v studiu. Danes ste zraven pripeljali še ekipo. Ne, to je treba povedati, seveda. Ja, zelo se veseliva, da lahko končno predstavimo ljudem tudi, kako zvenimo s celim bendom. Ja. In to je recimo koliko inštrumentov, kateri, kako bi se naj to slišalo. Zraven imamo še bobne, bas, saksofon, še električno kitaro, Percussion. percussion, pa še eno bekico. Ampak to imate recimo nek band program, pa imate seveda potem tudi klasičen duo program. Ja. Takrat je pač samo tvoja kitara in tvoj vokal, ali tudi ti zraven še kaj zaigraš, Maša? Zadnjič sem že skoraj, pa sem se pa v zadnjem trenutku strašila in bolj nisem. Ja, zdaj delamo proti temu, Ja, da bodo 2 kitari. ja. Mogoče jutri na Couch festivalu že kakšne 3 akorde zaigram. V bistvu sta ne, ena drugi sta prijateljici, kritičarki, spodbujati se morate, ne. Funkcionira to, Urška, včasih ne praviš, da še pri vokalih si malce
ti manjka kakšna samozavest, pa Maša morda kaj popravi ali kako je to? Ja, ziher, ja. Mislim, ker pač vsaka sva delala svoj inštrument, zdaj pa doskrat pač pri pop glasbi pa je fajn, da si sposoben delati več stvari naenkrat, tudi eventualno to ful bolj budžetu prijazno. Tako da ja, pač se moramo naučiti te nove stvari, ne, in pač si pomagamo, pa si pokažemo, pa pol imamo vaje, pa probamo, pa pol Sta si uredili kak svoj brlog, plac ali kako? Ne, mislim, vadimo večinoma v Celovcu ali pa včasih tu v Mariboru v podzemlju, v brlogu. Pa včasih v Ljubljani v Detroitu. Včasih v Ljubljani v Detroitu, tako smo, vagabunda. Ja. Tako da lokacijsko še zmeraj nista na isti lokaciji zmeraj, ne? Nekako se morata usklajevati. Ja. Ja, malo se prilagajava drugi, ker pač Urška je v Celovcu, jaz sem tu, pa pač, ja. Preden odidemo na kratko pauzo, koliko imate že komadov, je album že pred vrati, kako je s tem? Zdaj, glih smo izdali EP, tako da zdaj bomo imeli malo pauze pred albumom, Ja. ker izdaja albuma ali pa EP je kar stresna zadeva, ampak že pa pripravljamo nove stvari, ja. In kako se bodo te reči slišale, bomo izvedeli tudi čez dobrih 20 minut. Vmes greste malce na zrak in še malce pogledati v studio, pa potem vabljeni ponovno nazaj. Hvala. Super. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Irma, Urška in Maša, lepo zdrav nazaj. Zdravo. Že vaja dokončana, zvok je, kot mora biti, še kakšni kozmetični popravki. Načeloma je v redu, ja. Ne vem, mogoče bomo še kaj časa še malo popeglali na koncu. Kdaj je dovolj, Urška? Se mi zdi, da imaš ti največ težav s tem, kdaj je v redu zvok, ne? Ja, v bistvu meni je najbolj pomembno, da sem dovolj časa v prostoru, da si vse te svoje inštrumente in mikrofon in vse v redu nastavim, da ni pol surprises, zato ker gre ful hiter, pa če imaš malo trzalico nekje predaleč ali pa nekaj si pozabil stisniti, je pol panika med špilom. Tako da za počasi bo dostno. Glede na to, da igraš kitaro, potem raje sediš ali stojiš, ko igraš, recimo? Pa v bistvu, načeloma včasih sem raje sedela, zdaj pa ko pojem zraven, pa raje stojim, ker mi je lažje vdihniti. Maše, ki je primarno vokalistka, ne bomo vprašal, kaj je lažje najbrž stati, ne? Pa v bistvu ne vem, meni včasih mi je celo lažje sedeti, ker včasih, ko stojim, se malo grem z glavo v višave, pa se ne znam prizemljiti včasih. Zdaj, glasbeni stili, glede na to, da si gostovala tudi že z Wicked Nation, malce drugače zdaj je glasba, ne? Kako se ti kot pevka prilagajaš na to, kaj ti je bliže, morda bolj dinamično, bolj kantavtorsko, poetično, kako? Ja, mislim, definitivno je ful drugač. Ne bom zdaj izbirala, kaj mi je ljubše. Oboje pač je po svoje ful zabavno, ampak pri Irmi mogoče je vseeno lahko malo bolj, ne rabim si nekega alter ega ustvariti. Pač tam intimna pripovednost mi je mogoče malo bliže. Ta pripovednost, ne? Z videospoti se lahko zgodba doda, ne? S kakšnimi vizualijami, celostno podobo, koliko vama je zraven glasbenega izraza pomembna celotna slika Irme, recimo? Zelo, zelo pomembna. V bistvu je to ful fajn, ne? Ko si glasbenik in potem moč delati še coverje in fotke in spote in to pol prenese cel nek vizualni spekter. Tako da ja, se zelo rade hecava s tem, ja. Pa si izmišljujemo neke stvari. Po mojem bo dlje, ko imaš le, več ko bo budžeta, bolj bo bilo weird. Zdaj, kar se tiče same produkcije, tudi vsega tega skupaj, ne? To se najbrž ponavadi obrnete na kakšne prijatelje, znance, verjetno kakšne kompenzacije ali kako je dan danes?
Kaj glede produkcije? Ja, ne, glede recimo snemanja videospotov, oblikovanja vizualij ali kaj. Ne. Ponavadi se zmeraj obrnemo na tiste, ki jih poznamo, pa mogoče mi kdaj kam njim pomagamo, da se budžet zmanjša, recimo ali kaj takega. Ja, mislim, mi dve sodelujemo z enim super tandemom iz Rijeke, Ira in John. V bistvu že zadnjih par let. Ne vem, mislim, za ta spot za Country Club so bile na razpisu od mestnega inkubatorja Ljubljana, Mladi zmaji. Tega smo tam ga sofinancirali, potem pa nam je folklorno društvo iz Podgorc, v bistvu so nam zelo pomagali in bomo tudi mi dve, bomo povrnili to uslugo. Ja, tako je. Eventuelno, ja. Ampak ker ti se bil recimo bolj high budget spot, pa je bilo treba neka sredstva dobiti, no, ta mestni inkubator je super za to, da neke začetne projekte. Zdaj, kar se tiče avtorstva, se malce bral pri komadih, ne, sta nekako vidve in pa ta vajen producent iz Londona, ali kako so avtor. Femi Temavo, ja. Z njim v bistvu smo sodelovali že na prvi plati. In je, to prijateljstvo je bilo že prej, pa je preraslo v profesionalni odnos. In ful super delamo skupaj. Zdaj za ta EP smo tudi v bistvu začeli že malo prej delati z njim. V bistvu smo kar komade malo tudi postavljali, pa smo kar v studiu že gradili aranžmaje. Tako da to nama se mi zdi, da je ful funkcionira, tako da bomo verjetno v prihodnje tudi tako. Spravi iz prijateljstva, iz sodelovstva. Zdaj, glede na to, da ste obe glasbeno izobraženi, ste si glasbo izbrali tudi kot poklic. Kako je potem ta poklic, hobi, prijateljstvo in vse ostalo spraviti v en kotel in recimo skuhati tole? Ne? Ja, fajn. Ampak včasih je pa tudi tak, da si 24 ur na dan, 7 dni na teden v bistvu v službi. Ker vse je v bistvu povezano s tem skozi. Tako da včasih je malo naporno, se je treba malo odklopiti. Kam glasbenik pobegne, Urška, ne? Od glasbe, ne? Če je, kot je Maša dejala, 24/7, ne? Ne vem, jaz imam sestro pa sestrično, ki sta obe dve ena v HR-u, ena pa v naravoslovju, tako da meni je ful fajn, ko se z njimi pogovarjam, zato da mi mal slišim kao njihovi HR in una firma in kaj se tam dogaja, da ker mi smo skozi samo vrtimo se okoli glasbe in vsi naši frendi so glasbeniki in vse, kaj delamo, je glasba, tega meni je najbolj odklop, če se grem pa se družim z nekom, ki je čist v neki drugi in rajem spregovoriti od glasbe. Recimo, ko si omenila HR, ne, to je zanimivo, včasih je to bila kadrovska služba, ne, ali pa služba za razvoj kadrov, potem pa je postala Human Resource Management. Ne. Dovolj povedno. Ne. Helena, daj jih malce povprašaj, kaj no. Bom povprašala, eno izmed vprašanj se navezuje ravno na to, ampak gremo lepo po vrsti. Prva asociacija je najboljša, vprašanje je namenjeno za obe. Okay. Ponovitve ne veljajo. Prva asociacija. Ja, tako. Ni potrebno biti zelo hitra, čas tudi za razmislek, imamo pa ga, veste dokdaj. Vsakodnevna popotnica, ki za vaju začne dan. Ker je prva kava. Ja. Tukaj dovolimo ponovitev. Najljubša aktivnost v prostem času, če torej izvzamemo muziko? Yoga. Pa Xbox. Ja, ne vem, nek sprehod na boč. Ko gresta na dopust, kako ta izgleda, je tam tudi muzika? Ne. Čeprav, ja. Ampak na dopust pa gresta kdaj? Ja. Sem na mojem ni muzika. Na mojem letos je blano, ampak delamo na tem. Ko smo ravno iz 20. na 21. marec, se lotita spomladanskega čiščenja, gre samo za čiščenje okolja, prostora, stanovanja ali tudi glave? Marca ponavadi je glava glih najbolj all over the place, tako da bolj prosto stanovanja.
Ja, ta teden ziher ne, no. Preveč stvari. Tako da, jaz se bom lotila naslednji teden. I guess. Knjiga, ki bi nam jo priporočili v branje? Of Mice and Men. Mislim, to sicer ni glih knjiga, ampak so pisma Letters to a Young Poet od Rainer Maria Rilke. Če bi izbrali najbolj avtentično glasbilo, inštrument, s katerim se lahko seznanijo recimo predšolski otroci ali pa tisti mlajši otroci, katerega bi izbrali? Jaz ne razumem, kaj kitara, ne? A te avtentično, kaj to... Ja, ne vem, po mojem klavir, ker je najlažje nekaj spraviti iz njega na začetku. Kitara, ker traja. Ja, to ne. To ne gre. Ja, I guess klavir, ja, ali pa petje, pač to je, ali pa bobni, ja, neki, sem ne kitara. Sploh se ne držimo pravil, da se Facebook galerija ali dober stari album s fotografijami? nič od tega, s telefon. Je muzika edino umetniško področje, kjer se izražata? Ne. Ja, večinoma. Če bi se srečali na ulici kot 15-letnici, kaj bi si svetovali? Druge? A samo sebi. Samo sebi. Lahko pa tudi drugi, ja, če dobimo sedaj kaj sočnega za konec. Če. Kaj bi si jaz svetovala, ko sem stara 15? Po moje... Zdaj pa rekla težko, kaj, ker sem 16, ne? Po moje to, da me ne bi tako dolgo čakala, da bi se že vse naučila, preden bi začela ustvarjati. Ja. Da bi že lahko probala. Jaz pa, da je drugim vse eno, ko se zmotiš, da si ne zapomnijo tega, da ste se naslednja 2 meseca in razmišljajo o tem doma. Ja, veliko poezije smo dobili že sedaj, Borut, ne, ob današnjem svetovnem dnevu poezije. Malo po 10 nas čaka še več. Ja, življenje ni avtocesta. Ne? To nam je jasno, pa če tudi imamo letno vinjeto. Viktorija Kanal, da malce preklopimo, ne? Malce drugačna godba kot prejle, ampak vseeno nekako bolj kantavtorska svet. Ja. Ne? Viktorija je najno recent spoznanje in je super. No, play. Radio SI Main Stage. Tako, še pa urce in stvar gre za res, koncert se bo pričel. Kaj lahko izdate že zaenkrat, kaj bomo kaj slišali? Slišali boste večinoma skladbe iz novega EP-ja, The Garden of Eden, pa nekaj starih hitov. Kakšen bis, ne? Morda. Ja. Če bo ura Če ni dovolila. publike. Morate nam sporočiti, če... Prej si dejala, Urška, da se moraš malce navaditi na prostor, da vse skupaj začutiš, kako je to ta nek ritual pred koncertom, ali kako? Ja. Mislim, fajn je imeti kako uro preden greš igrat. Mislim, da zdaj tudi ob teh zgodnih urah to sploh več nima veze, v bistvu, ker je itak že timeline ne štima. Tako da zdaj bomo že pač. Ko se postavljate na oder, ne, sta zmeraj tako, recimo, ne vem, da je Maša na tvoji levi in se pravi Urška na tvoji desni, a imate to nek ta feeling ali kako? Ja, načeloma je tako ima Urška tako kitaro, pa se Da lahko jaz gledam vrat in Maša naenkrat. If that makes sense. In potem sta v bistvu, ne, si kaj, kot neki band leader daješ takt ali kako, katera je potem tista, ki ne vem, da znak, ok, zdaj pa greva malce dol, ker koncert v živo je malce improvizacije, ne, ni tako klasična forma, ne. Ja. Ti po mojem bolj. Ja, I guess. Čeprav, če imaš pa ti kak dolg intro, pa Ja. čisto odvisno. Zdaj sva tako že tako dolgo igrala skupaj, da sva tako kot eno. Ampak recimo, ljubši so vama kakšni manjši odri, bolj intimni, se pravi tam do 100 ljudi, ali načeloma, če je publika prava, tudi kakšni odrski, festivalski nastopi? Meni osebno je bolj všeč, bolj intimno. Se malo zgubim v množici ljudi. Ja, meni tudi, ja. Kar pa načeloma na teh malo bolj intimnih koncertih ti tudi malo bolj prisluhnejo, ko je
če smo dve, je težko kontrolirati 1000 plus ljudi. Tako da to je bolj kar stres. Ampak na manjših koncertih ponavadi nekdo ve, koga pride poslušati in zakaj. Ne? Ja. Na koncertih oziroma festivalih pa imaš možnost pridobiti nove poslušalce. Ne? Ja. Tudi to je res, tudi z veseljem prideva na kak velik festival igrati, če bo to priložnost se ponudila. Ampak ja, mogoče z večjim bendom na večjem festivalu. Preden vajo spustimo v studio, samo še vprašanje, kakšni so načrti za letos, kaj lahko že povesta, recimo glede ali nastopov ali snemanja ali karkoli? Izdala bova nek nov singel, gremo na turo, nek videospot bomo 100% snemali, ja, to so velike planje. Pa kaj še? Ne vem, jaz se to turneja, ker Ja. kaj pa kakšni koncerti v kratkem bova igrali v Avstriji, Ja. Filah, pa KMKC kompleks v Ravnah, pridite. Najbrž pa je na spletu, najbrž imate, Ja. ne? Spletno stran oziroma Facebook stran, kakorkoli, kje vajo lahko kontaktirajo ali pogledajo, kje je kaj zaslišati. Ja, absolutno. Dobro, Maša in Urška, hvala lepa za obisk. Želimo prijeten koncert, verjamemo, da bo. Hvala. In, ob letu v Sorej, če ne prej, ali kako rečem. Hvala lepa. Hvala. Radio SI Main Stage.